se sooča z enim od najhujših vročinskih valov v zadnjih letih. Temperature podirajo rekorde, prometni sistemi imajo težave, zdravstveni uradniki pa opozarjajo na vse večja tveganja za najbolj ranljive. Od Francije in Italije do Nemčije, Poljske in drugod, ekstremna vročina ni več le vremenska tema. Postaja javnozdravstvena nevarnost, infrastrukturni izziv in opomnik, kako hitro lahko podnebni ekstremi preoblikujejo vsakdanje življenje po vsej celini. Z nami je zdaj prek Zooma iz Združenega kraljestva dr. Akshay Deoras, višji raziskovalec na Nacionalnem centru za atmosferske znanosti in oddelku za meteorologijo na Univerzi v Readingu. Dober večer in hvala, da ste z nami. Dobro večer. Kako nenavadno je, da imamo vročinski val prav zdaj. Vem, da prihajamo v poletne mesece, ampak vem tudi, da je bil vročinski val že pred enim mesecem. Čemu še lahko to pripišete, poleg tistega, kar vsi poznamo kot globalno segrevanje? Torej, to je res nenavadno, ker smo šele na začetku poletne sezone in smo že videli 2 vročinska vala in ne samo 2 vročinska vala, ampak 2 res huda vročinska vala. In samo poglejte, kaj se je zgodilo v trenutnem vročinskem valu. Ta se je v bistvu razširil čez Evropo in dele Združenega kraljestva, tako v smeri vzhod-zahod, kot tudi sever-jug. Zakaj se je to zgodilo? Seveda vemo, da gre za smrtonosno kombinacijo vremenskega sistema in globalnega segrevanja. Torej, bil je visok zračni tlak, ki ga v bistvu imenujemo toplotna kupola. In ta je več dni ležala neposredno nad Evropo. Visok zračni tlak ujame toploto. Prav tako povzroča jasne vremenske razmere, ki omogočajo dvig temperatur. In ker imamo globalno segrevanje, so se stvari ogrele, kar daje vsem tem vremenskim sistemom izhodišče, da sprožijo hud vročinski val. Zdaj pa se pogovorimo o vplivu vetra. Mislim, ko piha veter, ali to tudi premika vročino? Ali če bilo več vetra, bi to pomagalo ublažiti skrajne temperature, ki se dvigajo nad 40 stopinj Celzija? Torej, če piha veter, se ljudje v senci seveda počutijo nekoliko bolj sveže. Če ni vetra, še posebej po noči, je res grozno, ker evropske hiše običajno nimajo dobre prečne ventilacije, še posebej v Franciji ali delih Združenega kraljestva. In če po noči ni vetra, potem lahko pride do situacije, ko je že zelo vroče v notranjosti in ne dobiš nobenega svežega zraka. In veš kaj pa zdravstveni standardi in vplivi na zdravje? Mislim, predstavljam si, da starejši ljudje, ki živijo v zgornjih nadstropjih, morda nimajo klimatske naprave. Potem pa imaš še druge zdravstvene izzive zaradi preveč klimatske naprave. Kako resna zdravstvena skrb je to? No, to je zelo resna, rekel bi, zdravstvena nevarnost in že opažamo žalostne posledice tega. Zdaj smo v situaciji, ko lahko rečemo, da se je v Evropi zgodilo vsaj 1000 presežnih nesreč samo zaradi tega vročinskega vala. In vemo, da vročina nesorazmerno vpliva na ljudi. Najbolj prizadene starejše, dojenčke in tiste s pridruženimi boleznimi. In kot si rekel, veš, večina krajev v Združenem kraljestvu ali Evropi ni resnično zasnovana za učinkovito spopadanje z vročino, ker hiše običajno zadržujejo toploto, je ne sproščajo in nimajo vsi klimatskih naprav. Tako da res je bilo res velik izziv, ker je bilo na mnogih krajih po noči zelo vroče. In pogovoriva se, mislim, veš, kaj lahko naredijo vlade in mesta. Seveda ne moremo nadzorovati matere narave, ampak kaj se sploh lahko naredi, če sploh kaj? Mislim, da je treba narediti veliko stvari. Prvi najpomembnejši izziv je, da ko pride vročinski val, moraš ostati hladen. V tem primeru moraš najprej ljudem vnaprej povedati, da prihaja vročinski val in da jih bo prizadel. In to so koraki, ki jih lahko naredijo. Naprimer, zagotoviti vodo, zagotoviti osnovne hladilne prostore. To je tisto, kar je treba narediti. Torej, ozaveščenost je treba izboljšati. Na drugi strani moramo seveda resnično vlagati v izboljšanje zasnove naših hiš in infrastrukture, da bodo bolj učinkovite pri soočanju z vročino. In še ena pomembna stvar je, da je treba pri običajnem delovnem času in urnikih v šolah vse to upoštevati glede na vročino. Saj preprosto ne moreš delati zunaj, ko je res vroče. Prav. V redu, najlepša hvala, dr. Akshay Deoras. Zelo cenim. Hvala.